Za tiste, ki ne vedo, obstaja skrivnosten kraj, o katerem so že dolgo govorile starodavne zgodbe. Pravijo, da je to raj, ki naj bi se nahajal na skrajnem severu sveta. Na kraju, kjer je zdaj mogoče videti le led in izjemen mraz. Njegovo ime je Hiperboreja in po nekaterih starih verovanjih to ni le navadna dežela. Nekateri pravijo, da so bili prebivalci tega kraja v preteklosti morda povezani s prvo napredno civilizacijo v zgodovini človeštva. Toda kaj pravzaprav je Hiperboreja? Kdo so bili tako imenovani Hiperborejci in če so res obstajali, zakaj so nenadoma izginili? In to bomo raziskali. Preden nadaljujemo, prosim všečkajte ta video. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Najlepša hvala. Kaj pa, če Arktika, kot jo poznamo danes, ni bila vedno zamrznjena? Kaj pa, če je pod debelimi ledenimi pokrovi, ki danes prekrivajo to območje, nekoč obstajala razvita civilizacija? Bi verjel? Civilizacija, ki je bila tako napredna, da so jo celo stari Grki opisovali kot raj na koncu sveta. In to so imenovali Hiperboreja. Po njihovih zgodbah naj bi bila to dežela neskončne svetlobe. Kraj, kjer skoraj da ne poznajo hudih zim, ni vojn, ni bolezni in ljudje tam naj bi živeli v miru in dolgo. Za veliko ljudi danes se to zdi kot fantazija, kot da je to le mit, ki so si ga izmislili Grki. In dolgo časa je večina ljudi res tako mislila. Pravijo, da je to le pretirana zgodba iz davnine, ki so jo ustvarili ljudje, ki so radi pripovedovali zgodbe o bogovih in skrivnostnih krajih. Toda obstaja ena težava. Ko se je sodobna znanost poglabljala v preučevanje Zemlje iz preteklosti, so se začele pojavljati določene stvari. Nekatere geološke študije so odkrile, da je bilo v daljni preteklosti podnebje na Arktiki včasih celo toplejše kot danes. V nekaterih obdobjih, tako imenovanih toplih obdobjih holocena, naj bi severni pol ne bil povsem prekrit z ledom. Tam so bila območja, ki so bila zelena, z gozdovi, in možno je, da so obstajali deli, kjer so lahko živeli ljudje. Zgodba o Hiperboreji je tako postala še bolj zanimiva. Kaj pa, če ta legenda ni zgolj plod domišljije? Kaj pa, če je to pravzaprav zelo star spomin na resnični svet, ki je izginil iz zgodovine? Če imata Egipt in Sumer zgodbe o izgubljenih naprednih civilizacijah kot je Atlantida, ali je mogoče, da imajo tudi Grki svojo različico tega? In tukaj postane vse še bolj nenavadno, kajti po nekaterih starih zapisih in študijah o Hiperboreji naj tam ne bi bile le čudovite dežele, tudi bitja, ki tam prebivajo, naj bi bila drugačna, visoka, svetlega videza in naj bi živela dlje kot navadni ljudje. Obstajajo celo zgodbe, ki pravijo, da so imeli znanje in tehnologijo, ki se zdi nemogoča za dosego v starodavnem svetu. Naj ne bi živeli zgolj za preživetje. Namesto tega naj bi živeli v skladu z gibanjem neba, zvezd in zakonov vesolja. Kot civilizacija, ki je izjemno napredna, hkrati pa tudi zelo povezana z naravo. Ampak če so ti ljudje res obstajali, zakaj danes ni več nobenih njihovih sledi? Za stare Grke Hiperboreja ni bila zgolj pravljica. Verjeli so, da je to resničen kraj. Samo ime pomeni onkraj Boreasa, boga mrzlega severnega vetra. Hiperboreja naj bi pomenila, da je še dlje na severu, onkraj krajev, ki jih dosežejo najhujši zimski vetrovi. Ampak obstaja še ena podrobnost, ki se vedno znova pojavlja v njihovih zgodbah. V Hiperboreji sonce skoraj nikoli ne zaide. In zaradi tega so nekateri starogrški pesniki, kot je Pindar, ta kraj opisali kot raj, kjer noč skoraj da ne obstaja. V starih časih se je to zdelo skoraj nemogoče verjeti, toda danes vemo, da za tem obstaja znanstvena razlaga. Na območjih severno od arktičnega kroga so res meseci, ko sonce skoraj da ne zaide. Za starodavne Grke, ki so živeli blizu Sredozemlja, je bil tak pojav zagotovo videti kot čarovnija in za njih je bil to znak, da na daljnem severu res obstaja civilizacija. Družba, ki je živela nekje med zemljo in skoraj nebeškim svetom. Kljub temu pa obstaja ena velika težava glede Hiperboreje. Skoraj nihče ni mogel priti tja. Po nekaterih starodavnih zgodbah naj bi nekaj preprečevalo vsakomur, ki je poskušal najti to mesto. Včasih so bile to izjemno nevarne gore, ki so preprečevale potovanje popotnikom. Včasih pa so jih ustavljali izjemno močni viharji. In s časom je kraj postal še bolj skrivnosten.
Nekoč je o tem pisal tudi filozof Friedrich Nietzsche. Po besedah Nietzscheja, poti do hiperborejcev ne moreš najti niti po morju, niti po kopnem. Na prvi pogled se to zdi kot preprosta poetična vrstica, toda za nekatere zgodovinarje ima ta izjava globlji pomen. Ker se je s povečevanjem starih zapisov o potovanjih proti severu vedno znova pojavljalo, da so nekateri ljudje poskušali doseči hiperborejo. A vendar jih je vedno nekaj ustavilo, preden so lahko prispeli tja. In še bolj presenetljivo je, da obstajajo nekatera pričevanja, ki pravijo, da je nekaj ljudi dejansko prišlo tja. Eden najbolj znanih, ki je o tem pisal, je bil Diodor Sicilski. Po njegovih besedah naj bi bil na skrajnem severu ogromen otok. Naj bi bil skoraj tako velik kot Sicilija. Ima rodovitno zemljo, obsežne ravnice in ogromne templje, ki se zdijo, kot da niso delo navadnih ljudi. Povedal je tudi, da naj bi romarji potovali tja v čast Apolonu, kajti za hiperborejce naj bi bil Apolon najpomembnejši bog. In tukaj postane vse še bolj nenavadno. Če bi bila hiperboreja le preprosta legenda, zakaj so opisi o njej tako podrobni? Zakaj obstajajo natančne smeri, velikost otoka, templji, rituali in celo romanja? Običajno, kadar je zgodba zgolj fantazija, je večinoma polna simbolizma. Toda pa v primeru hiperboreje se zdi, kot da Grki opisujejo pravi kraj. Kot da vedo, da na daljnem severu res obstaja neka dežela. Pravo vprašanje je le, zakaj je to skrito. Toda ni samo lokacija hiperboreje razlog, zakaj je postala tako slavna. Še bolj skrivnostni naj bi bili ljudje, ki tam živijo. Po starodavnih zapisih naj bi bili hiperborejci zelo posebni. Visoki so, svetlega videza in kot da jih staranje ne prizadene. Živijo naj bi v popolni povezanosti z naravo. Ni vojn, ni hudih bolezni in skoraj da ni trpljenja. Po besedah Pindarja je življenje hiperborejcev polno petja, plesa in daritev. Za sodobni čas se to zdi skoraj neverjetno. Kako bi lahko obstajala civilizacija, ki je tako mirna in srečna? Vendar pa nekateri raziskovalci in strokovnjaki za mitologijo pravijo, da se tukaj skriva globlji simbolizem. Možno je, da zgodba ne govori le o srečnih ljudeh na severu. Možno predstavljajo višjo vrsto ljudi. Ljudje, ki jih še ni dosegla korupcija in propad sveta. In če je v tem vsaj malo resnice, potem to pomeni, da hiperboreja morda ni le mit. Možno je tudi, da je to pozabljen začetek človeške civilizacije. In tukaj se skrivnost še bolj poglobi. Kdo so pravzaprav bili hiperborejci? Zakaj skoraj vsi starodavni pisci, ki so govorili o njih, opisujejo enako? Tudi Herodot, eden najzgodnejših grških zgodovinarjev, je pisal o njih. Po njegovih besedah so bili hiperborejci sijoča rasa, ki je živela onkraj severnega vetra, na kraju, kjer sonce skoraj nikoli ne zaide. Medtem pa je po besedah Pindarja videti, da niso bili navadni smrtniki. Niso bili dovzetni za bolezni in tudi hitro niso postajali stari. In njihovo življenje naj bi trajalo več 100 let. Celotno njihovo življenje naj bi se vrtelo okoli glasbe, gosti in duhovnih obredov. Kot neka civilizacija, ki ne živi v strahu, ampak v ravnovesju. Tudi njihov videz naj bi bil nenavaden. Visoki so, svetlopolti in kot da imajo posebno energijo v telesu. Obstajajo celo zgodbe, ki pravijo, da naj bi živeli skoraj 1000 let. In tu se pojavi eno zaskrbljujoče vprašanje. Kaj, če so hiperborejci vedeli nekaj o podaljševanju življenja, kar sodobna znanost šele zdaj ponovno preučuje, a tu se njihova skrivnost še ne konča, kajti po grški mitologiji naj ne bi bili hiperborejci občudovani le strani ljudi, ampak celo strani samih bogov. Ena najpomembnejših zgodb o tem je povezana z Apolonom, bogom svetlobe, glasbe in prerokovanja. Po legendi naj bi Apolon obiskal hiperborejo vsakih 19 let. In vsakič, ko pride tja, naj bi se Apolon znova ukrepil in pomladil, prirejali naj bi velike pojedine, izvajali rituale in pravijo, da je tam preživljal čas s svojim izbranim ljudstvom. A najbolj nenavadno pri vsem tem je, da hiperborejci naj ne bi častili iz strahu. Niso kot navadni ljudje, ki klečijo pred bogovi, temveč božanska bitja obravnavajo kot sebi enake. Zdi se, da ima njihova civilizacija posebno povezavo z bogovi starodavnega sveta. Obstajajo tudi zgodbe, ki pravijo, da naj bi hiperborejci pošiljali svete daritve v Delfe.
In po legendi naj bi jih tja nosili labodi ali izbrane deklice, ki so služile kot prinašalke svetih daril. Kakorkoli že, s časoma se je postopoma oblikovala povezava med Hiperborejo in samim središčem grške religije. Kot da je bila ta oddaljena dežela na Arktiki neposredno povezana z duhovnim srcem starodavnega grškega sveta. In tukaj se pojavi presenetljivo vprašanje. Če je bil Apolon eden najpomembnejših bogov Grčije, zakaj se je zdel, kot da raje odhaja nazaj v skrivnostno deželo na severu, kot pa da bi ostal med samimi Grki? Zakaj se zdi, da ima posebno povezavo s Hiperborejci? Ali je mogoče, da je bila ta civilizacija pomembnejša, kot si mislimo? In ko zgodovinarji vse bolj preučujejo stare legende različnih kultur, bolj se pojavlja nenavaden vzorec. Kajti zgodba o Hiperboreji ni prisotna samo v Grčiji. V različnih starodavnih civilizacijah v Evropi in Aziji obstajajo podobne zgodbe o mogočni deželi na daljnem severu. V vedskih besedilih iz Indije je omenjen kraj imenovan Uttarakuru. To naj bi bil severni raj, kjer živijo svetla in nenavadna bitja. V nordijski mitologiji pa obstaja zgodba o Asgardu in bogovih Esir, mogočnih bitjih, ki so prav tako povezani s severnim delom sveta. Tudi v starodavni Perziji obstaja legenda o Eriana Baeja. To naj bi bila prvotna domovina njihovih prednikov v hladni severni deželi. In če združiš vse te zgodbe, je ena podrobnost skoraj povsod enaka. Vedno obstaja rasa visokih, dolgoživečih in kot da bolj naprednih bitij. Pravijo, da so bili varuhi višjega znanja. In tukaj nastopi zaskrbljujoča možnost. Kaj, če so te različne legende le razdrobljeni spomini na eno samo civilizacijo? In kaj, če je bila ta civilizacija Hiperboreja? Bolj ko se poglabljamo v to temo, bolj nenavadna postaja vloga Apolona v celotni zgodbi. Vsi grški otroci v tistem času so poznali Apolona. Bog svetlobe, glasbe in prerokb naj ne bi ostajal v Delfih celo leto. Vsako zimo naj bi odšel na sever, v Hiperborejo, in po legendah naj bi tam ponovno pridobil svojo moč. Pomisli na to. Tudi bog svetlobe Grčije naj bi črpal svojo moč iz skrite civilizacije onkraj severnega vetra. To za Grke takrat ni bila preprosta pravljica. To je bil del njihovih verskih obredov in prepričanj. In zaradi tega nekateri zgodovinarji verjamejo, da so Grki morda res vedeli za mogočen kult ali napredno družbo na daljnem severu. A to še ni vse. Po besedah Diodora Sicilskega naj bi obstajal ogromen Apolonov tempelj. Naj bi bil celo večji od katerega koli templja v Grčiji. To je zapisal v svoji knjigi Biblioteka Historica. In najbolj nenavadno od vsega, po njegovem opisu, naj bi bil tempelj okrogle oblike in poravnan naj bi bil z gibanjem neba. In tukaj postane vse še bolj skrivnostno. Saj so kasneje odkrili strukture v različnih delih sveta, ki imajo podobna načela oblikovanja, na primer Stonehenge v Angliji. In tudi nekateri sončni templji v Egiptu. Vsi se zdijo povezani s soncem, zvezdami in nebesnimi gibi. Ampak kako se je to zgodilo? Kako so civilizacije, ki so bile oddaljene na tisoče kilometrov, prišle do podobnega znanja? Nekateri raziskovalci verjamejo, da je možno, da to znanje izvira iz enega samega vira. In po mnenju nekaterih bi lahko bil ta vir Hiperboreja. V starih časih so se Grki zelo bali prihodnosti. Zato so se pogosto posvetovali z orakli. Verjeli so, da imajo orakli sposobnost videti prihodnost. Toda po nekaterih starih zgodbah naj bi bila ta moč povezana s hiperborejskim znanjem. Herodot je celo zapisal, da je znameniti orakel v Dodoni morda izviral prav iz vpliva hiperborejcev. In tukaj postane skrivnost še bolj napeta. Ker naj bi bil delski orakel, ki je vplival na vojne, politiko in širitev Grčije, neposredno povezan s potovanjem Apolona proti severu. Ko naj bi Apolon po zimi odšel v Hiperborejo, naj bi tudi sveti plamen v Delfih oslabela. In ko se spomladi vrne, se vrne tudi moč prerokbe, kot da ta cikel nekaj nakazuje, da je sama sposobnost Grkov, da vidijo prihodnost, povezana s Hiperborejci. In če bi ta povezava izginila, bi tudi bogovi utihnili. Zato se zdaj še bolj sprašujemo. Ali so bili Hiperborejci preprosto mitski severnjaki, ali so oni res skriti izvor nekaterih najpomembnejših prepričanj klasične Grčije?
Vendar pa s Hiperborejo ne povezujejo le religije in mitologije. Po nekaterih starodavnih zgodbah in sodobnih teorijah naj bi imeli tudi tehnologijo, ki je skoraj neverjetna. V nekaterih starih besedilih naj Hiperboreja ne bi bila zgolj preprosto zamrznjeno mesto. Naj bi bilo to svetlo in napredno kraljestvo, ki uporablja kristale kot vir energije. Obstajajo zgodbe o ogromnih kvarcnih stolpih, ki naj bi oddajali harmonične frekvence. In po nekaterih teorijah naj bi Hiperborejci uporabljali naravna energetska polja Zemlje. Te kristalne strukture naj ne bi bile zgolj okras. Nekateri verjamejo, da so oni razumeli koncept piezoelektrične tehnologije. To pomeni uporabo pritiska na kristale za ustvarjanje energije. Zveni kot znanstvena fantastika, vendar se piezoelektrični učinek še danes resnično uporablja v sodobni tehnologiji. Zato se nekaterim zdi mogoče, da je del tega starodavnega znanja res obstajal v preteklosti. Predstavljaj si to. Mesta, kjer za razsvetljavo niso uporabljali ognja, temveč vibracije in energijsko resonanco. Obstajajo celo zgodbe, ki pravijo, da so uporabljali zvok in kristalne harmonične frekvence za zdravljenje. Pravi se, da so človeško telo uglaševali kot glasbeni instrument. In po legendah naj bi njihov način zdravljenja skoraj da ne imel stranskih učinkov. A vendar do danes še vedno ni trdnih dokazov, ki bi potrjevali, da je takšna tehnologija res obstajala. In tukaj postane razprava med zgodovino, znanostjo in mitologijo še bolj zapletena. Kajti tudi v sodobnem času je Arktika še vedno skrivnostna. Obstajajo satelitski odčipki, ki naj bi kazali na nenavadne magnetne nepravilnosti na nekaterih delih tega območja. Obstajajo kraji, kjer se kompas vrti nenormalno. In obstajajo tudi območja, kjer je elektromagnetna aktivnost veliko močnejša kot običajno. Po mnenju uveljavljenih znanstvenikov je to lahko posledica premikanja polov in naravne geološke aktivnosti. Toda po mnenju nekaterih neodvisnih raziskovalcev obstaja še ena možnost. Kaj pa, če so pod debelo plastjo ledu še vedno sledi starodavne hiperborijske tehnologije? In bolj, ko se poglabljajo teorije o hiperboriji, bolj neverjetne postajajo zgodbe o njej. Obstajajo celo stare legende o tako imenovanih strojih severa. Pravijo, da so bili to starodavni sistemi, ki naj bi lahko nadzorovali podnebje in uravnotežili magnetno polje Zemlje. Danes jih imenujemo le anomalije. Nenavadni pojavi, ki jih znanost ne more takoj razložiti. Kaj pa, če so te anomalije pravzaprav zadnje sledi tehnologije? Kot tihi odmev civilizacije, ki je že dolgo izginila. Nekateri raziskovalci in raziskovalke so bili presenečeni nad nenavadnimi pojavi polarnega sija v Arktiki, čeprav ni bilo nobene sončne aktivnosti, ki bi to lahko povzročila. Kot da nekaj odgovarja izpod ledu. In tu se skrivnost še bolj zaplete. Če je Hiperboreja res povezana z magnetno mrežo Zemlje, je mogoče, da nenavadne meritve v Arktiki niso preprosto znan pojav. Kaj pa, če je to del starodavnega energetskega omrežja, ki je že dolgo zakopano pod ledom? In če je to res, potem zamrznjeni sever morda sploh ni mrtev. Morda je pod njim še vedno speč sistem, ki samo čaka, da ga ponovno odkrijemo. A vendar je Hiperboreja postala še bolj nenavadna, ko so nekateri raziskovalci opazili njeno podobnost z drugo izgubljeno civilizacijo, Atlantido. Pravijo, da imata obe napredna mesta, ki so poravnana z energetskim omrežjem. Obe sta povezani tudi s kristali in magnetno energijo. V Platonovih zapisih o Atlantidi je omenil tudi ogenj iz Zemlje. To je neka vrsta energije, ki teče skozi kristalne strukture. In po nekaterih starih zgodbah o Hiperboreji naj bi tudi oni uporabljali enako, vendar še bolj napredno. Zaradi tega nekateri verjamejo, da Atlantis in Hiperboreja morda sploh nista različni civilizaciji. Možno je, da sta bila del istega globalnega sveta. Civilizacija, ki je izumirala v starodavnih časih. In ko je prišla velika katastrofa, so v različnih mitih zabeležili le različne verzije iste nesreče. V Atlantidi je to zgodba o veliki poplavi in potopu mesta. V Hiperboreji pa je to zgodba o drastični spremembi polov in zamrznitvi severa. A morda oba govorita o padcu iste napredne civilizacije. Če je tako, so kristalne mreže in skrivnostna tehnologija pod arktičnim ledom del večje izgubljene zgodovine. Zgodovina, v kateri naj bi človek živel v neposrednji povezavi s planetom. Toda tu se nenavadne zgodbe o Hiperborejcih še ne končajo. Kajti po nekaterih legendah naj jim sploh ne bi bilo treba govoriti, da bi se razumeli.
V Hiperboreji naj bi bila telepatija nekaj povsem običajnega, sporazumevanje med umi, kot v znanstveni fantastiki. Toda za njih naj bi bil to povsem običajen način sporazumevanja. Po nekaterih grških zapisih naj bi bili Hiperborejci izjemno bistrega uma. Ni laži, ni prevar. In če pomisliš na to, se zdi skoraj nemogoče lagati, če drugi lahko neposredno slišijo tvoje misli. Noro je pomisliti na to. Še bolj presenetljivo pa je, da nekatere sodobne študije o sinhronizaciji možganskih valov in kvantni prepletenosti kažejo, da je mogoče, da so človeški umi povezani na nenavaden način. Obstajajo poskusi, ki kažejo na povezavo. Nekdo lahko začuti čustva drugega, tudi če sta daleč narazen. Znanost tega še popolnoma ne razume. A to je dovolj, da se nekateri vprašajo, kaj pa če obstajajo sposobnosti Hiperborejcev, ki jih sodobni svet šele zdaj ponovno odkriva? Nekateri to imenujejo tudi psifenomeni, sposobnosti, ki naj bi bile povezane z zavestjo. Predstavljaj si civilizacijo, kjer so nameni vseh ljudi popolnoma jasni. Kraj, kjer mir ne ohranjajo zakoni, ampak kar zavest samih ljudi. Kaj pa če njihov mir in enotnost nista le kulturna izbira, ampak naravna posledica njihove mentalne povezanosti? A vendar sčasoma postajajo zgodbe še bolj nadrealistične. Po nekaterih starodavnih tradicijah naj Hiperborejci ne bi bili omejeni le na fizično telo. Pravijo, da naj bi lahko potovali s svojo zavestjo, nekako kot izventelesna izkušnja. Obstajajo zgodbe o šamanih, ki vstopajo v trans, o tibetanskih menihih, ki uporabljajo sansko jogo. Tudi v Egiptu obstaja koncept ba, dela duha, ki lahko potuje po smrti. Ampak pomisli na to, kaj če je v Hiperboreji takšna sposobnost nekaj povsem običajnega? Kaj če bi cela civilizacija lahko zapustila svoja telesa in potovala samo s svojo zavestjo? Če je tako, je mogoče, da so lahko opazovali svet in celo zvezde, ne da bi zapustili svoj kraj. In tukaj pride na vrsto še eno zaskrbljujoče vprašanje. Kaj pa, če so bili nekateri starodavni zemljevidi tako natančni zato, ker niso uporabili ladje za njihovo izdelavo? Kaj pa, če so uporabili kar svoj Nekateri raziskovalci zarot se že dolgo sprašujejo, kako so nekateri stari zemljevidi prikazovali obliko Antarktike pod ledom. Ker po uradni zgodovini takrat še ni bilo tehnologije, da bi to videli. Zato nekateri verjamejo, da je morda nekaj manjkalo, da so starodavne civilizacije poznale potovanja, ki jih danes ne razumemo. In morda je bila del tega tudi Hiperboreja. Na tej točki se stvari, ki so jih nekoč imenovali halucinacija ali domišljija, nenadoma zdijo kot morebitno izgubljeno znanje. Toda še vedno se tam ne konča najbolj radikalna trditev o Hiperborejcih. Kajti po nekaterih zgodbah naj ne bi uporabljali le telepatije. Prav tako naj bi lahko manipulirali z materijo s pomočjo uma. Da obstajajo legende, ki pravijo, da naj bi lahko premikali ogromne kamne, ustvarjali energijo in celo zdravili rane zgolj zavestjo. Zdi se skoraj nemogoče. Toda čeprav je to kontroverzno, naj bi nekateri poskusi s psihokinezo v sodobni dobi pokazali majhne, a ponavljajoče se učinke uma na fizične predmete. To še ni sprejeto v glavni tok znanosti, vendar je dovolj, da ponovno obudi staro vprašanje. Kako so starodavni ljudje zgradili tako ogromne strukture, ko pa še ni bilo žerjavov in sodobnih strojev? Kako so premikali kamne, težke več 100 ton? In kako so uspeli zložiti kamne tako tesno skupaj, da niti tanek rezilo ni moglo priti vmes? Do danes je to še vedno uganka za številne inženirje in arheologe. Za nekatere pa je mogoče, da so izgubljene tehnike Hiperborejcev izvor nekaterih od teh starodavnih znanj. Kakorkoli že, če je res, da je mogoče z umom nadzorovati materijo, to pomeni, da Hiperborejci niso obvladali le preprostih orodij. Možno je, da so sami resničnost razumeli na način, ki ga sodobni človek še ne more doseči. Obstajajo nekatere teorije, ki pravijo, da njihovi templji niso bili zgrajeni s surovo močjo ali primitivnimi stroji. Namesto tega naj bi uporabljali resonanco, usklajevanje vibracij, zavest in energijo. Kot da bi usklajevali in fizični svet. Da bi ustvarili stvari, ki se zdijo nemogoče. In bolj ko preučujemo zgodbe o njihovi civilizaciji, bolj nadrealistično izgledajo njihova mesta. Ker po besedah starogrških piscev, mesta Hiperborejcev niso bila zgolj kupi kamnov. Bila naj bi kot velikanska sveta zasnova. Njihovi templji naj bi bili poravnani z gibanjem zvezd in ozvezdij.
Na prvi pogled se to sliši kot pretirana zgodba. Toda, če pogledaš druge starodavne strukture po svetu, opaziš nenavaden vzorec. Na primer, piramide v kompleksu piramid v Gizi naj bi bile poravnane z ozvezdjem Orion. Medtem pa naj bi bila postavitev Teotihuacana podobna Mlečni cesti. In tukaj pride v igro ena zaskrbljujoča možnost. Kaj, če so te različne civilizacije uporabljale le en star načrt? In kaj, če je ta načrt izviral iz Hiperboreje? Pogovor je postal še bolj skrivnosten, ko so nekatere zgodbe opisale hiperborsko arhitekturo kot nekaj, kar žari. Po legendah naj bi bili nekateri njihovi templji zgrajeni iz kristalnim podobnih kamnov. Ti kamni naj bi lahko prevajali energijo. Predstavljaj si to celo mesto kot ogromna oglaševalna vilica, ki je usklajena z magnetnim poljem Zemlje. In tudi v sodobnem času so nekatere starodavne strukture še vedno skrivnost do danes. Kot so ogromni temeljni kamni v Balbeku, potresno odporni zidovi Machu Picchuja in celo poravnani stebri Gobekli Tepeja, ki naj bi bili stari več kot 12.000 let. Ta mesta so med seboj zelo oddaljena po svetu, vendar imajo podobno geometrijo in oblikovalska načela. In za nekatere raziskovalce to ni zgolj naključje, vendar se skrivnost Hiperboreje ne konča le pri arhitekturi. Obstajajo nekateri, sa ilang sinaunang kwento, pravijo, da imajo svete kraje, ki služijo kot prehodi med različnimi svetovi. Da obstajajo prepričanja, da so njihovi templji namenoma zgrajeni na krajih, kjer je magnetna energija Zemlje najmočnejša. V sodobni znanosti bi to lahko imenovali anomalije ali geomagnetne vroče točke. Toda za starodavne ljudi to niso bili navadni kraji. Za njih so to bili portali. In presenetljivo je, da je ta vzorec mogoče opaziti tudi pri različnih civilizacijah. Delski orakelj naj bi bil zgrajen nad veliko razpoko v Zemlji. Tudi v Mezoameriki so piramide, ki se nahajajo na magnetnih vozliščih. In celo nekateri samostani v Tibetu naj bi bili zgrajeni na križiščih lejlini. Zato se danes nekateri raziskovalci sprašujejo, kaj če je podobnost teh krajev sled istega izgubljenega znanja. In kaj če je to znanje izviralo iz Hiperboreje? Toda Hiperboreja ni pustila skrivnosti le v arhitekturi in tehnologiji. Pogovor je postal še bolj nenavaden, ko je šlo za njihovo duhovnost. Po grških zgodovinarjih naj bi bila Hiperboreja dežela skoraj neskončne svetlobe, kraj, kjer se zdi, da sonce nikoli ne zaide. Na prvi pogled se to sliši skoraj nemogoče, ampak danes vemo, da na skrajnem severu sveta res obstajajo obdobja, ko sonce skoraj ne zaide. Za starodavne popotnike je to zagotovo delovalo kot sveti kraj. Ampak po pripovedih Hiperborejci niso samo živeli pod polnočnim soncem. Pravi se, da so ga celo častili. Imeli naj bi festivale, ki so trajali več mesecev, usklajene z gibanjem neba in nebesnimi cikli. Nekateri učenjaki celo verjamejo, da je bil celoten njihov koledarski sistem osnovan na sončnih ritmih. To pomeni, da zanje ura ni določala časa, temveč sam kozmos. Predstavljaj si to, civilizacija, ki ji življenja nista narekovala. Ne delo ali urnik, ampak zvezde, sonce in gibanje vesolja. In morda je to razlog, zakaj so jih včasih videli kot bližje bogovom. Nekateri verjamejo, da niso preprosto častili sonca. Namesto tega naj bi bili povezani z njegovo energijo. In tu pride še eno noro vprašanje. Kaj pa, če je bila njihova povezava s svetlobo razlog, zakaj naj bi živeli tako dolgo? Kajti po starodavnih besedilih naj v Hiperboreji skoraj ne bi bilo bolezni, staranja ali vojn. Opisani so bili kot mirna družba, ki je ni požrlo nasilje, ki je uničilo druge civilizacije. Ampak kako je to mogoče? Obstaja nekaj teorij, ki pravijo, da je bila njihova tehnologija morda tako napredna, da niso imeli pomankanja virov. In če ni hude revščine ali pomankanja, je tudi manj razlogov za spore in vojne. Drugi pa verjamejo, da je njihov duhovni trening razlog, zakaj imajo nadzor nad egom in pretirano tekmovalnostjo. V nekaterih grških zapisih naj bi se Hiperborejci ne izogibali vojnam. Pravijo, da naj bi celo širili nekakšno harmonijo, ki je vplivala tudi na sosednja območja. Zato se nekateri sprašujejo, kaj je bil pravzaprav vir tistega miru. In morda je to tudi razlog, zakaj si Apolon, bog zdravljenja in prerokovanja, odloči ostati pri njih vsako zimo.
V sodobnem času se zdi skoraj nemogoče verjeti v družbo brez vojne. Toda kaj, če je to le videti nemogoče? Ker je človek že dolgo pozabil, da je bilo to nekoč mogoče. Poda med vsemi zgodbami o hiperborejcih je najbolj presenetljiva. Naj bi živeli izjemno dolgo. Nekateri viri pravijo, da so živeli več 100 let skorajda brez staranja. Morda je bil to le učinek njihovega okolja, čistega zraka in naravnih pogojev. In če je še kaj globjega, nekateri starodavni mistiki verjamejo, da ima zavest sama vpliv na staranje telesa. In po nekaterih teorijah naj bi hiperborejci obvladali način, kako upočasniti biološko propadanje z uporabo uma in duhovne discipline. V nekaterih besedilih so opisani kot osvobojeni starosti in bolezni in še bolj nenavadno, pravijo, da umrejo le, ko se sami odločijo zapustiti ta svet. Smrti naj ne bi videli kot tragedijo. Namesto tega naj bi bila to zavest na prehod v višjo dimenzijo obstoja. Zato namesto strahu smrt vidijo kot sprejetje in potovanje. Zdaj si to predstavljaj. Kaj če staranje, ki ga danes običajno sprejemamo, v resnici sploh ni naravno? Kaj če je to le simptom znanja, ki ga je človeštvo že dolgo izgubilo? S časoma je Grkom postajalo vse bolj jasno, da Hiperboreja zanje ni bila le preprosta legenda. Verjeli so, da ima to neposreden vpliv na samo kulturo in verovanja Grčije. Vsako leto naj bi iz Hiperboreje pošiljali svete daritve v Delfe, duhovno središče starodavne Grčije. In kot smo že omenili prej, naj bi se Apolon sam vsako zimo vračal v Hiperborejo. Zato je bilo za Grke takrat nemogoče ločiti njihovo vero od skrivnostne dežele na severu. Toda bolj kot je postajala zgodba o Hiperboreji mogočna, bolj žalosten je bil tudi njen konec. Predstavljaj si to. Čudovito civilizacijo, raj, poln svetlobe, miru in naprednega znanja. Potem pa je nekega dne vse to nenadoma pogoltnil led. Po legendah naj bi bila Hiperboreja dežela večne pomladi, vendar pa po nekaterih geoloških dokazih naj bi v preteklosti prišlo do velikih sprememb na zemljinih poljih. In takšne premike polov lahko spremenijo podnebje celotnega planeta. Nekateri znanstveniki danes priznavajo, da so se zemljini magnetni polji v preteklosti že večkrat spremenili. In vsakič, ko se to zgodi, ima to velik vpliv na vreme in na primernost določenih območij za življenje ljudi. Zato se nekateri sprašujejo, kaj če padec Hiperboreje ni bil počasno izginjanje, kaj če je šlo za zelo hitro katastrofo. Nekakšen dogodek hitrega zamrzovanja, ki lahko v zelo kratkem času ohladi celotno regijo. In nekateri raziskovalci kot primer navajajo mamute v Sibiriji, ker so pri nekaterih mamutih našli še vedno neprebavljeno hrano v njihovem želodcu. Kot da so umrli nenadoma, še preden so lahko sploh reagirali. Zato se zdaj nekateri sprašujejo, kaj pa če se je nekaj podobnega zgodilo tudi s Hiperborejci? Kaj pa če niso postopoma izginili, ampak so bili dobesedno izbrisani v samo nekaj dneh, a vendar do danes še vedno ni natančnega odgovora, kaj je bil pravzaprav razlog za njihovo izginotje. Nekateri zgodovinarji in raziskovalci verjamejo, da ni šlo le za preprosto zmrzovanje. Možno je, da se je zgodila večja katastrofa. V različnih starodavnih mitih po vsem svetu se vedno znova pojavlja zgodba o velikem potopu. Obstajajo tudi zgodbe o silovitih potresih. Ogenj, ki pada z neba, in ogromne poplave, ki so uničile civilizacije. Tudi Platon je povezal propad Atlantide z veliko poplavo. Zato se nekateri sprašujejo, kaj če je enako doletelo tudi Hiperborejo. Obstajajo tudi drugi raziskovalci, ki verjamejo, da je morda prišlo do trka kometa ali močnega sončnega izbruha, ki je vplival na podnebje Zemlje v preteklosti. Presenetljivo je, da obstajajo podobne zgodbe tudi v različnih kulturah. V nordijski mitologiji obstaja Ragnarok, konec sveta, kjer ogenj in led požreta vse. Medtem pa v nekaterih legendah staroselcev Amerike obstajajo zgodbe o nebeških kamnih, ki naj bi povzročili ogromne poplave. In ker naj bi bila Hiperboreja na delu Zemlje, ki je povezan z magnetnimi polji, je mogoče, da so bili oni prvi prizadeti ob kakršnikoli kozmični katastrofi. In tukaj pride na vrsto ena strašljiva ideja. Kaj če, ne glede na to, kako napredna je bila njihova civilizacija, se še vedno niso mogli upreti silam neba? Zadržati moč neba. Kot da zgodba kaže, da ima tudi najbolj napredna civilizacija še vedno omejitve proti gibanju vesolja. Ampak tukaj je najbolj nenavaden del legende. Pravijo, da Hiperborejci niso popolnoma izginili.
Po nekaterih zgodbah naj bi migrirali proti jugu. Obstajajo legende od Grčije do Indije o svetlih učiteljih severa, ki naj bi prinesli kmetijstvo, astronomijo in duhovno znanje. In ko so arheologi pogledali nekatere starodavne civilizacije v Evraziji, so opazili nekaj nenavadnega. Kot da se je napredno znanje nenadoma pojavilo na različnih krajih. Prehitro, preveč hkrati. In za nekatere se zdi, da to ni zgolj naključje. Zato je vprašanje še danes živo. Je Hiperboreja res popolnoma izginila ali so se njeni preživeli le razkropili in skrili za vzponom naslednjih imperijev v zgodovini? Zato je del njihovega znanja še danes živ med nami, ne da bi se tega zavedali. Če ti je bil ta video všeč, ne pozabi všečkati in se naročiti na kanal za še več skrivnosti izgubljenih civilizacij in skrivnosti starodavnega sveta. In kot vedno pravimo, ohranite odprt Vi ste tisti, ki boste presodili, ali je to res ali ne.